Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Ob meni je že Urška Videvšek in danes bova govorili o vzrokih, predvsem pa probali seveda najti rešitve, torej ko govorimo o krčnih žilah in pa teh žilicah, ki se nam pojavljajo po nogah. Ne? Zdaj, če gre na začetek lepo pozdravljena najprej, ne? Zakaj sploh pride do tega? Torej, zakaj se nam pojavijo oziroma zakaj nastanejo krčne žile? V bistvu krčne žile nastanejo zaradi tega, ker nam vezivno tkivo začne popuščati, mišice ošvohnijo, po domače povedano, ne? In takrat, ker je tkivo oslabljeno, nastanejo krčne žile. In nekje sem zaznala podatek, da nekje 80% ljudi ima probleme z krčnimi žilami. Ali vemo ali ne vedo, ne, za te težave. Ne? In vzrokov tukaj, ne, zakaj sploh prihaja do tega vezivnega popuščanja, je pa ogromno. Ne? Tako da tukaj je treba mečkati tudi naše navade pogledati, ker si velikokrat jih tudi sami pridelamo te krčne žile. Torej nevede? Nevede, ja, recimo z sedenjem, sedeče delo, ne, prekrižane noge med sedečim delom, potem premalo gibanja, posledično s tem se ne predihamo, ne razteznemo mišic, ne, mišice ne delajo, ne postanejo zakrčene, ne, sploh pri sedečem delu so noge tiste, ne, ki so na udaru. In en kup takih stvari je še poleg prehrane, ne, nepravilna prehrana, preveč maščobe, premalo silicija v prehrani, premalo vode, preveč kave, alkohola, nikotina. Ne. En kup takih stvari je, ki povzroči, da se sploh začnejo krčne žile same razvijati. Ne. Zdaj, kaj konkretno pomeni pa krčna žila? Pa pomeni to, ne, mi imamo vene, po katerih se pretaka kri nazaj v srce, ne, da se napolne nazaj z kisikom, da telo lahko ta kisik kasneje uporabi. In vse te vene imajo take enosmirne zaklopke. Ne? In velikokrat, kadar pride do tega vezivnega popuščanja, te enosmirne zaklopke enostavno ne zmorejo opravljati svojega dela normalno in se začne kri v tem delu zadrževati, a ne? Se zadržuje, pride tudi do problema same cirkulacije, žila se razširi in nastane krčna žila. Tako čisto zelo preprosto povedano. Problem je ta, ne, te so lahko lepotne, tiste, ko so bolj pajčevinaste, ne, to sploh ženske, ženske sploh to opazimo na kakih stegnih. Ne. Problem pa nastane takrat, kadar pride tle noter tudi do vnetja v sami žili, ne, potem pa tukaj res nastanejo težave, ki jih je pa potrebno pozdraviti. Okay. Kakšni so pa sploh znaki? Torej, kako mi opazimo, da se nekaj dogaja, da se bo nekaj dogajalo, torej, da zadeva ni več ok in da torej rabimo urgirati? Prvo kot prvo naše počutje. Ne, sploh noge zelo hitro opazimo, da so boleče, da nas srbijo, otečene. Potem tudi take težke noge, ko jih komaj, imaš občutek, da jih komaj premikaš. Ne. Potem lahko se tudi take res čudne bolečine pojavljajo. Sploh rečemo v poletnem času ženske zelo pogosto opazijo ta simptom. Potem nemirne noge. Potem lahko se tudi pojavijo ranice na nogah, ko nekako ne najdeš vzroka, ne, da ni neka poškodba. Ne. To so vsi taki simptomi, ko pa je dobro, da pomislimo, da se nekaj dogaja z našimi žilami. Okay. Zdaj vzroke si povedala, torej znake tudi. Zdaj pa je čas, da se majčkeno posvetimo torej organom, s katerim organom v bistvu imamo težavo, če se nam začnejo pojavljati torej krčne žile. No, kaj mi, evo, Urška, kateri organ je krivc, oziroma ne se ne mora tako reči, ne? Pa za kateri organ slabo skrbimo? V bistvu, kar se tiče organov, ne, jetra. Jetra. In jaz imam danes eno posebno knjigo, torej Reševanje jeter, in iz nje vam bom torej prebrala par stvari, ki se mi zdi izjemno pomembnih, in sicer piše takole. Ko se pri nekom pojavijo krčne žile ali pajkaste žilice, to pomeni, da je že vrsto let kronično dehidriran, njegova kri pa je kronično gosta. Urška, kaj praviš na to? To popolnoma drži. To popolnoma drži, ne? Ker krčne žile ne nastanejo preko noči, ne? Ko vsi mislimo, to nisem še nikoli imel. To so stvari, ki se dogajajo pod kožo, nam očem nevidne. Ne? In jaz bi se kar strinjala s tem, ne? Problem je v tem, gosta kri je problem kisanosti organizma. Ne? To pomeni nepravilna prehrana, preveč predelane prehrane, preveč sladkorja, preveč maščob. Ne? In vsa ta prehrana zakisa organizem. Poleg tega tukaj nastajajo potem notranja skrita vnetja,
ne? Hkrati pa še premalo dehidracije, v bistvu premalo pitja, bom tako rekla, bo boljše. Premalo pitja vode, nesladkanih čajev. Ne? In to je problem, ki se leta in leta nabira v nas, ne? In potem en dan izbruhnejo. Ja, ravno tukaj piše, ne? Gosta kri, ki jo ima torej avtor v mislih, je posledica večletne kronične dehidracije, obenem pa so bolnikova jetra polna strupov, ki leto za leto mezijo nazaj v krvni obtok. Res je. Točno to, kar si povedala. No, za na konec pa malo bolj spodbudna novica, ne? Krčne žile so svarilo, naj človek spremeni svoje početje in razstrupi jetra, da bi očistil kri. Ko se to zgodi, se lahko ustavi se tvorba dodatnih krčnih žil in pajkastih žilic, obstoječe pa se lahko čez čas celo zmanjšajo. Okej, no, rešitev obstaja, ne? Rešitev obstaja. Potem so pa še druge, v bistvu, s čem si lahko, recimo, še pomagamo, so kakšna dopolnila tukaj, ne vem, ali pa kakšne te kompresijske nogavice, kako bi se lahko rešujemo te stvari sami? Prvo kot prvo, tako sva rekla, jetra. Dajmo jetra podpreti, jih očistiti. Tako da jaz bi tukaj vsem priporočala tole super formula. Ja, tale formula za črevesje. Okusna pa dobro diši, meni všeč. Meni je ful všeč. Da podpremo delovanje jeter, hkrati jih bomo pa tudi očistili. Skupaj z jetri bomo počistili tudi črevesje. Ker črevesje, vemo, je naš dimnik, da res odplaknemo vse toksine, vse strupe iz telesa, preko blata. In seveda potrebno dovolj tekočine. Tako da to je prvi tak korak, ko bi jaz vsem svetovala, ko se soočajo z krčnimi žilami oziroma že kar preventivno, jetra, črevesje, morajo imeti podprte funkcije, pa hkrati nežen detoks za tole formulo. Potem drugo, kar je zdaj sama prehrana, je potrebno spremeniti. Sladkor izločimo. Adijo cuker. Adijo cuker v vseh oblikah. Adijo cuker. Potem je treba več zelenega, temnolistnata zelenjava, tako da tukaj tudi ekozelenje pride v poštev. Potem tudi veliko C-vitamina oziroma antioksidanti. Antioksidanti v telesu lovijo te proste radikale, ki povzročajo ta notranja vnetja. Tako da jaz bi tukaj vsem priporočala C-vitamin ali z prehranskim dopolnilom, naravnega. In sicer šipkov C-vitamin je super, zaradi tega, ker tle gre za naravno vlaknino. Poleg tega pa se ta C-vitamin počasi sprošča v našem črevesju. In to je zelo pomembno. To je zelo pomembno, ker mikroorganizmi to vlaknino počasi razgrajujejo, takrat se pa tudi C-vitamin sprošča in na tak način tudi poskrbimo, da ves čas imamo zaščito pred prostimi radikali. Tako da jaz bi to vsem priporočala. Poleg tega pa dodamo še zraven jagodičev je, kakao, zeleni čaj, vsi ti antioksidanti, ki jih lahko s prehrano tudi sami zaužijemo. Ok, superca. Kaj pa v bistvu, zdaj ko govorimo recimo o pomenu kisika pri venskem pretoku, to je kar pogosta zadeva. Zdaj, kako v bistvu spodbudimo, da pride več kisika recimo v telo? Na kakšen način? Za vse tiste, ki zdaj se ne sanjajo, kaj bi to bilo? Pa sem malo na ušesu sedela enemu? Res je, zelenje. Zelenje je prvi korak, da bomo to naredili, in sicer vsa temnolistnata zelenjava, sem že omenila ekozelenje, vsa temnolistnata zelenjava je bogata s klorofilom, klorofil pa nosi kisik v naš organizem. Teda tukaj vsem priporočam, da si pripravijo zalogo zelenja. Grejo po vrtu, poberejo in radič in zelena, v glavnem vse, kar je zeleno. Pa še fajn je za bazično ravnovesje. Ja, res je. S tem bomo tudi bazično ravnovesje umirili, tudi začeli uravnavati vsa skrita vnetja v telesu. To je prvi korak. Seveda, potem je treba tudi povezati celo telo z razno vadbo, z gibanjem, da se mi tudi predihamo. Ker ko bomo mi začeli polno dihati, to se pravi ne samo z zgornjim delom pljuč, ampak kar z trebušno prepono, bomo tudi kisik vnesli tudi v celo telo. Ne samo v pljučka, tam, kjer potrebujemo v tem trenutku, ampak v celo telo. To so taki prvi koraki, ko lahko naredimo za kisik. Urška, kaj pa te kompresijski pripomočki, to razne nogavice, žabice in podobne stvari? Da, kadar so težave.
tiste, ko že res vidimo, da so že žile izstople, da se res pojavljajo že globoka vnenska vnetja in takrat pač nosimo te kompresijske nogavičke. Tudi nosečnicam se priporoča, ker nosečnost je eno tako posebno obdobje, hormoni malo nagajajo, dojenček pritiska na vse te vene maternice, in takrat se tudi nosečkam priporoča, da dajo kompresijske nogavice gor, sploh če se že težave začnejo pojavljati. Drugače bi pa jaz kar rekla, da ne nosimo, če ni potrebe, ampak delamo na preventivi. Hrana, navade, da spremenimo, več gibanja, kakšne masaže, limfno drenažo si mogoče kdaj pripravimo, ustvarimo sami, tudi z suhim ščetkami lahko pospešimo našo limfo. Teda jaz bi take stvari kot preventiva priporočala, tako da kompresijske nogavice naj bojo pa res takrat, ko je nujno potrebno. No, ko smo ravno pri kurativi, dajva še eno stvar omeniti, bolečine, Tudi pri krčnih žilah so tudi pogoste, res hudo. In kako si lahko v bistvu pomagamo? Kurkumin? Točno. Ne vem, jaz bi o bolečini pomislila na kurkumin. Res je. Kurkumin, poznamo ga, Kurkuma, kurkumin, to je najboljši antioksidant, deluje protivnetno, protibolečinsko deluje, ker vemo, da ta bolečina to pomeni, da je neko vnetje na tistem mestu, da gre za skrito vnetje, ki ga v bistvu sploh ne zaznamo drugače v telesu. Teda jaz bi vsem tukaj priporočala kar lepo kurkumin. Začnemo zjutraj z kapsulo, z obilo tekočine, in seveda spet ne smemo pozabiti na tekočino preko dneva, teda to bi vsem priporočala in pa še seveda omega-3 maščobne kisline. Kako sva lahko to pozabila? Se nisem pozabila, ni še koncu daje. Omega-3 iz rjavih alg bi jaz sem priporočala. Zakaj? Kaj je v bistvu, kakšno funkcijo ima omega-3, zdaj, ko govorijo o krčnih žilah, recimo? Omega-3 skrbi za elastičnost žil. Skrbi za to, da lahko kri nemoteno teče po žilah, skrbi za to fleksibilnost žil, potem deluje protivnetno, skrbi za to, da ne nastajajo strdki v žilah, potem skrbi za zdravje celotnega, ne samo venskih žil, ampak celotno srčno-žilnega sistema. Teda jaz bi vsem tukaj res priporočala omega-3 maščobne kisline iz rjavih alg, zaradi tega, ker tu so ekološko preverjene, tako da ne vnašamo še dodatno točno noter, pa še ostalih okoljskih toksinov. Teda te zvečer lahko vzamemo oziroma zjutraj, kadar delamo že preventivno, lahko zjutraj eno kapsulo, zvečer eno kapsulo, da res pomagamo organizmu, da nadomesti te maščobne kisline, da poskrbimo za elastičnost naših žil. Super, no pojmo si pogledati torej še enkrat, katere so tiste navade, ki vam jih torej priporočamo, ko govorimo o krčnih žilah. Torej poskrbite seveda najprej za hidracijo, prhajte se izmenično, torej s hladno in toplo vodo, torej knajpanje verjetno že poznate, če pa ne, pa si ga le privoščite. Nosite seveda ustrezno obutev, privoščite si mogoče tudi kakšno masažo. Zakaj recimo obutev pomembna, Urška? Zakaj je obutev? Mečke smo vsi podvrženi modi, čim bolj oprijeto, visoke petke. Bomo radi, Ampak to za organizem ni v redu, zaradi tega, ker stiska sisteme, stiska ožilje, stiska limfni sistem, limfni pretok stiska. In organizem ne more normalno funkcionirati. Zaradi tega čim manj tega stiskanja, dajmo biti udobno oblečeni. Če se le da nimamo teh zadnjih modnih zapovedi. Te skinny jeans so prijete, pa se nekaj gor dvigne, pa stisne. Ravno to je, to so motene, vse te metabolne funkcije telesa so motene, vsi procesi so moteni, teda tukaj moramo res poskrbeti. Da ne gremo z modo, ampak da poskrbimo za naše zdravje. Zakaj pa fajn, da hodimo okrog bosonogi? Prvo kot prvo, da slišimo samega sebe. Ker ko hodimo bosi, slišimo sami sebe, nekako pozabimo tudi na vse moteče faktorje, ki so okoli nas. Hkrati pa mi imamo na podplatu en kup točk, ki stimulirajo celotno telo. To sploh tradicionalna kitajska medicina jih še bolj podrobno pozna, in mi stimuliramo celotno telo, spodbujamo delovanje in jeter, in žolčnika, v bistvu ledvičk, črevesja, vse spodbujamo, ko hodimo mi bosi. Teda jaz bi vsem priporočala, če se le da, hodite bosi, brez nogavičk, brez čevljev, bosi.
No, evo. Ne pozabite seveda tudi, da ni fajn, da ustrajate torej v istem položaju, kot je Urška že povedala, predolgo, da ne nosimo torej pretresnih oblačil in pa, da je fajn, da se uležemo in dvignemo noge v zrak. Res je. Čakaj, ali to ponovati, če hoče zanositi, pa pol, a veš, ne bi pol po spolnem odnosu, tukaj tudi noge v zrak? Tukaj tudi, zaradi tega, ne, ker največji problem z krčnimi žilami so ravno v naših nogah, a ne. Problem je v tem, ker mi nasprotujemo sili gravitacije, ne, ker mora kri navzgor iti, ne. Če pa mi dvignemo noge, lepo olajšamo ves ta pretok in tudi, ko držimo noge navzgor, to je super, če zvečer naredimo. Res, to je super za zvečer, ne, se kar pomladiš v tistem trenutku. Hkrati pa se začnejo noge sproščati, mišice sprostimo, krvni obtok se začne, lažje začne teči, ker ne gre v nasprotni smeri gravitacije, ampak malo pomagamo, a ne. Pa še tudi tukaj se z nas zgodi, ko mi dvignemo noge, taki čudni občutki v nogah, ne, da res čutimo, da so noge utrujene. Teda jaz bi rekel, kar vsak večer 5 minut noge navzgor, lahko majčkeno pokrožimo v gležnjih, levo, desno, da res pomagamo tukaj krvnožilnemu sistemu. In še zadnja taka točka, ki se mi zdi smiselna, da jo omenjava, je zdrava telesna teža. Res je. Sedeče delo dela svoje, premalo gibanja in tukaj je res smiselno. Moramo vedeti, vsak dodaten kilogram je dodatna teža za naš sistem. To se pravi in za naše žile in za srce. Tako da tukaj res moramo biti pozorni, da ohranjamo to telesno težo, ki je nam še kar udobna, pravilna, po vseh teh indeksih, ki se izračuna, da res ne kopičimo odvečnih kilogramov, pač gibanje in še enkrat gibanje je tukaj. Ti se tudi to gibaš, kako to promovedaš, si pridna? Ja, vse. To že dlje časa, mislim, veš, kaj me še zanima, torej danes si dala ogromno nekih nasvetov spet. Koliko časa v bistvu človek rabi, da to nekako, da mu pride to nekako v kri, torej vse te navade. Tukaj je spet kar nekaj čudovitih in koristnih nasvetov, torej za preventivo. Pa koliko časa rabimo, da rečemo, zdaj nam je pa to zlezalo v glavo, pa v kri, zdaj pa to res lahko delamo na dolgi rok. Recimo telovadba je en tak primer. Ogromno nas je, ko se lotimo, pa nas 2-3 dni drži, pa že je pa muskelfiber prehud, pa imamo tisočne razlog, da ne hodimo več. Nekako pravijo, da rabimo 21 dni, da neko navado spremenimo. Ampak to pomeni, da smo dosledni vsaki dan. Ne, danes se mi ne da, danes me boli, ampak da smo res dosledni vsaki dan. Gremo prek tistega muskelfibra, pa bolečin v mišicah, pač delamo po svojih zmožnostih tisti dan. Potem pa je na nas, da nadaljujemo s to navado. Dnevno oziroma pač karkoli je, tečemo ne vsaki dan, mogoče po zimi, ampak vsak drugi dan naredimo. Teda jaz bi kar rekla, 21 dni obvezno vsaki dan. Mogoče si urnik naredimo ali pa listo, ne vem, danes moram narediti, da si res daš tisti opomnik, ker moramo, ponavadi slišimo, da to je resnično potrebno narediti. Teda jaz bi tudi pri vseh stvareh svetovala na tak način. Tudi pri spremembah navad, tudi pri prehranskih dopolnilih, ko jemo 2 dni, pa kar pozabimo, ker se malo boljše počutimo, je treba kar. Sploh pri prehranskih dopolnilih je treba najmanj 3-mesečno kuro narediti. Ampak je res tistih 21 dni, da je reka, ključnih. Okay. No, to se zdaj še spominjava na kaj, ampak ne bova še čas. Urška, za sam konec, torej, če enkrat en tak povzetek narediva, torej, ko govorimo o krčnih žilah, katere so tiste stvari, torej tiste rešitve in hkrati torej navade, ki jih moramo upoštevati torej od prvega dneva in se jih držati, torej, da lahko pričakujemo izboljšanje. Prvo kot prvo prehrana. Čim več bazične prehrane, kvalitetna olja, kokosovo olje, orehovo olje, lešnikovo olje, ker imajo tudi zelo so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami. Potem povečamo vnos omega-3 maščobnih kislin, tudi razna čija semena, makovo seme, rečemo, večkrat pozabljeno to. Potem povečamo še tudi vnos ostalih vitaminov, to se pravi C-vitamin, naši antioksidanti, vitamin E, potem tudi B-vitamini, to se pravi B-kompleks, potem tudi še lahko pomagamo si s Q10, naprimer, kalcij, potem pride magnezij tudi v poštev še. Potem seveda gibanje, to, kar sva govorile že, gibanje, da res poskušamo zbalansirati. Če sedimo toliko časa, rečemo na pol ure, da se ustanemo, da se mečkem premigamo, pregibamo, da naše telo... Ja, ti kar govor.
Ja, točno tako, da res pretegnemo mišice. In seveda potem so še pa vse ostale navade, od masaž, ki si jih lahko preventivno privoščimo. Limfna drenaža si rekla, Limfna fajn, ne? drenaža, ja. Suho ščetkanje, knajpanje. V bistvu to so take stvari, ki jih lahko imamo mi kot obred enkrat na teden, si jih pripravimo in to je to. Ja, super. Urška, najlepša hvala za vse te koristne informacije. Drage gledalke in cenjeni gledalci, upam, da ste dobili dovolj informacij, torej da se lahko lotite že danes, če seveda ste ugotovili, da so se vam krčne žile začele pojavljati in ne odlašati torej na jutri. Bye, bye.